Pozdravljeni v oddaji Ljudje in zemlja. Toplo vreme v zadnjem obdobju je pripomoglo, da so spomladanska opravila že v polnem teku. Naša ekipa je na Dravskem polju skupaj s specialistko za poljedelstvo obiskala govedorejsko kmetijo. Preverili smo, kako najbolje oskrbeti tla pred setvijo koruze, da bodo rastline lahko v največji možni meri kljubovale suši. Na kmetiji Lašičevih v Miklavžu na Dravskem polju se ukvarjajo z rejo goveda in predelavo poljščin. Na 40 hektarjih pridelujejo koruzo, pšenico, ječmen, oljno ogrščico in krompir. Smo na zelo plodnatih tleh in imamo namakalni sistem, ki je v sutem stanju in nismo omogočeni bili namakanja, kako bi želeli. Smo pa uspeli vsaj večji del pokriti z namakalnimi sistemami. Tako da jaz mislim, da koruza se izplača namakati, zato ker primerjavo lahko samo povemo, da je bilo sosedova parcela, ni bila namočena, je bilo tako 2 toni zrna, mi smo namakali 3-krat in je bilo od 9 do 12 ton zrna po hektarju. Moramo se truditi, da pridelamo čim več voluminosne krme za kmetijo, za krave, da smo drugače bi zelo težko preživeli. Namakalni sistem v Miklavžu je star že več kot 20 let, trenutno omogoča namakanje 220 hektarjev. Posodobitev in razširitev na druge površine je nujna. Rastline pa lahko bolje pripravimo na sušno obdobje še z nekaterimi drugimi ukrepi, denimo ozelenitvijo. Ta kolobar je zanimiv predvsem zaradi tega, ker se lahko na isti površini pridela kar precej krme. Ta je za živinorejske kmetije zelo pomembna. Z druge strani nahajamo se na vodovarstvenem območju, ki je ozelenitev preko zime tudi eden od ukrepov za preprečevanje izpiranja dušika. Vsekakor ozelenitve povečujejo vsebnost humusa v tleh in s tem so običajno tudi posledice stresnih obdobij, kot je suša ali pa visoke vročine, običajno na kulturne rastline manjše. Po spravilu ozelenitvene kulture, konec aprila ali v začetku maja, lahko tla za setev koruze pripravimo na 2 načina. Se pravi, da se naredi ena taka plitvejša obdelava s plugi in potem čisto klasična priprava s predsetveniki pa setev. Možno pa je tudi opraviti setev v enem prehodu, se pravi s kombiniranimi orodji, potem s tem, da v tem primeru gre za tisto plitvejšo obdelavo in istočasno setev. Zelo pomembno je, da takoj, ko se opravi spravilo detelno-travnih mešanic in trav, da se čim prej opravi setev koruze. Če takoj po setvi ne bo padavin, strokovnjaki priporočajo valjanje. Za tako imenovano klasično setev pa že jeseni ali pozimi preorjamo polja. Spomladi je na vrsti ravnanje brazd in gnojenje z mineralnimi gnojili, če je potrebno. Takoj po vzniku je treba opraviti zaščito rastlin pred pleveli. Glede uporabe herbicidov pri koruzi, nekakor v zadnjem času opažamo, da se jih večina uporablja v času zgodnjega vznika, se pravi, ko koruza ima tam 1 do 2 lista ali pa pozneje. Tistega klasičnega škropljenja takoj po setvi s herbicidi je zelo malo. Ali so taka tla, ki jih tukaj vidimo, bolj dovzetna za sušna obdobja? Zdaj smo na prvi dravski terasi, ki je kar precej mivkasta, ima pa nekoliko višjo
boljši vpliv podtalne vode. Tla se relativno hitro izsušijo, vendar pa so običajno posledice suše na tem področju manjše v primerjavi s čistimi prodnatimi tlemi. Priporočamo, da se pri odločitvi časa za izvedbo setve upoštevajo temperature tal, te tudi lahko najdete na spletnih straneh in nekakor je priporočljivo opraviti setev, ko se tla segrejejo najmanj do globine 5 cm, najmanj na 8 stopinj Celzija za setev trdink oziroma poltrdink. Za zobanke pa je optimalna temperatura do te globine med 10 pa 12 stopinj. V takem času, če imamo padavine, takoj po setvi koruza vznikne v 4 do 5 dnevih in to je najbolj ugodno. Koruza je pomembna krma živali, zlasti goveda. Poleg tega je za dobre rezultate v govedoreji treba poskrbeti tudi za dobro počutje živali. Lašičevi so svojo čredo, ki skupaj šteje več kot 80 glav govedi, lani jeseni preselili v nov hlev z najsodobnejšo opremo. Smo prišli iz ene stopnje reje v drugo, kar pomeni izvezane v prosto rejo. Živali se prosto gibajo, večje pohodne površine, ki niso betonske, ampak so obdelane z gumo, na samih betonskih rešetkah je guma, kar predvsem pomeni boljše zdravstveno stanje nog in predvsem zaradi tega smo se odločili tudi za to vrsto opreme in pa seveda same gradnje. Večje svetlobe, boljša je produkcija, boljše so sami fiziološki procesi pri živalih, tako da tudi svetloba je pomemben faktor in pa seveda zračnost. Bolje je zračno, manje amonijaka, manje moteče, kakor za ljudi, tako za živali. Velika sprememba za krave molznice pa je robot. Kakšni so sedaj pridelki mleka? V začetku je sama proizvodnja padla nekje za 30%, kar je seveda posledica stresa. Trenutno zdaj, od tega je minus 5 mesecev, je pa nekje 15 do 18% proizvodnja zarasla, kar posledica tega je, da se krave molzejo poprečno 2,9 do 3,2 krat na dan in boljše, dobro se počutijo. Se žival dobro ne počuti, potem proizvodnje ni. Kaj pa konkretno taka investicija pomeni za vašo kmetijo? Ja, prva je to velika finančna obveznost, z druge strani pa veliko manj fizičnega dela, veliko več prisotnosti samega spremljanja živali, kar pa seveda potem posledično pomeni, da lahko s tem zvišaš proizvodnjo, ker si ti več pri živalih in manj je ročnega dela. Zanimivo pri vašem hlevu je tudi to, da živite sredi naselja na obrobju Maribora v Miklavžu in ste uspeli postaviti hlev tako rekoč med dva soseda točno na njihovo mejo. Kako vam je to uspelo? Ja, slovenska posebnost, imamo dobre sosede, kot sami vidite, kar se bi iz tega mesta zahvalil družini Farčal in družini Dovečar, da so pač prisluhnili našim željam in razvoju naše kmetije in so privolili v samogradnjo in sedaj smo tukaj smo. In smo prav srečni, da smo za zadevo lahko speljali, tako smo si zamislili. Sodobne tehnologije prinašajo več kakovosti v pridelavo, rejo in ne navsezadnje tudi v delo in življenje kmetov. Tudi naslednjih nekaj minut pa namenjamo poljedelstvu. V studiu pozdravljam dr. Staneta Kapuna z Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Murski Soboti. Dober dan. Dober dan.
Torej, v prispevku smo slišali, da pravzaprav imajo predvsem govedorejske kmetije velike težave z zagotovitvijo zadostnih količin krme. Kaj lahko storijo, da bi te količine sedaj v teh sušnih letih povečale? Strokovnjaki priporočate nekatere spremembe pri odkosu mnogocvetne ljulke. Ja, prav gotovo na govedorejsko usmerjenih kmetijah se v praksi srečujemo z primanjkljaji krme, kakovostne voluminozne krme, predvsem v tistih letih, ko nas prizadenejo masovno suše. In seveda bolj ali manj v preteklosti smo na teh kmetijah svetovali setev mnogocvetne ljulke kot straniščni dosevek, ki smo jo potem v praksi, če je le bilo možno, tudi v jesen kosili in pa še eno košnjo opravili spomladi. Potem pa smo šli z setvijo koruze. Seveda poizkusi in pa praksa kaže, da bi bilo smiselno še mnogocvetno ljulko v teh danih razmerah še tudi drugič pokositi. Zakaj? Zato, ker v mesecu maju statistično gledano še imamo dovolj vlage v tleh, tudi nekaj padavin še na razpolago v tem mesecu in seveda mnogocvetna ljulka po prvi košnji ob temeljitem dognojevanju seveda zelo hitro odreagira in se regenerira in v 3 do 4 tednih že da opet obilen pridelek voluminozne krme. In seveda, če je ta košnja opravljena v vegetativni razvojni fazi bilčenja, si lahko še z drugo košnjo ponovno zagotovimo izredno obilen pridelek kakovostne krme, ki ima izredno dobro hranilno vrednost, se pravi po beljakovinah lahko tudi do 20% in pa seveda veliko prebavljivostni koeficient zagotavlja dobro prebavljivost. Tako da v tem letu bomo na nek način šli masovno v to svetovanje, kajti v poletnem obdobju nas bolj ali manj prizadenejo suše, ki pa vplivajo dejansko na proizvodnjo kakovostne krme. Potem po drugem odkosu in preoranju pa ne svetujete, da bi ponovno posejali koruzo? Koruza je na nek način velika potratnica vode, rabi kar veliko vode za optimalno rast, zato na nek način smo z poizkusi ugotovili, da bi bilo po drugi košnji mnogocvetne ljulke smiselno posejati sudansko travo na medvrstno razdaljo 12 cm in dejansko sudansko travo potem v nadaljevanju lahko v tistem letu tudi do 3-krat kosimo. Sudanska trava je vrsta, ki ima izredno dober regulacijski sistem porabe vode, se pravi majhše število listnih rež, potem izredno močan koreninski sistem doprinesete k temu, da ob manjših količinah vlage oziroma vode v tle lahko da zadovoljiv pridelek voluminozne krme. Tako da bomo na nek način na teh kmetijah odsvetovali setev koruze in bomo šli z setvami sudanske trave in seveda pri pridelovanju kakovostne voluminozne krme preko sudanske trave so pa neke posebne tehnologije in dejansko bomo svetovali košnjo pri višini 50 do 70 cm. Normalno se lahko ta sudanska trava zbalira, se pripravi kakovostna silaža. Sudanska trava je alternativa koruzi in ne trave. In dejansko vsebuje nekoliko več surovih beljakovin kot koruza in nekoliko manj energije. Je pa res, da pa v teh sušnih razmerah nam sudanska trava lahko da bistveno više pridelke zelenja na hektar, ki so lahko zelo dobra osnova za kakovostno voluminozno krmo na govedorejsko usmerjeni kmetiji. Dr. Kapun, upajmo, da bodo rejci sledili vašim priporočilom. Za danes pa se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu. Hvala lepa vam. Nasvidenje. Nadaljujemo pa na ormoškem območju. Tamkajšnji vinogradniki bodo spor z največjo štajersko vinsko kletjo, ki je nastal zaradi neplačanega grozdja, reševali z mediacijo.
Če se tudi na tak način ne bodo mogli dogovoriti, napovedujejo proteste. Vinogradnikom oziroma ormoški kmetijski zadrugi, ki je podpisnica dolgoročne 15-letne pogodbe o odkupu grozdja, podjetje Jeruzalem Ormož dolguje dobrih 400 000 evrov za del grozdja letnika 2012 in celoten letnik 2013. Obljube so bile, plačil pa ni bilo, ker vemo, da nas je podjetje zavajalo dobesedno lansko leto skoraj od meseca maja naprej, s tem, da je že zamujalo z plačilom letnika 2012. Mi pa smo tisti, ki bomo izveseli. Enostavno smo še vedno, še dalje v finančni krizi, ki se tega tiče, ker če si zamislite, da nam z tem, ko nam hočejo zaračunati to škodo, recimo naši vinogradniški družini, hočejo vzeti 9 000 evrov. Konec lanskega leta je namreč vodstvo ormoške kleti seznanilo predstavnike zadruge o tem, da je zaradi premalo dobavljenega grozdja nastala gospodarska škoda. V teh letih je k nam prišlo nekje 4000 ton grozdja premalo. V vsaki proizvodnji vemo, kaj to pomeni potem na strani samih stroškov. In zdaj to zelo enostransko govori, da se mi nismo prve pogodbe držali, prav gotovo se glede količin niso kmetijske zadruge držali. In mi želimo, da se enkrat temu naredi red, da se v bistvu začnejo te količine izvajati in da če ima kmetijska zadruga za svojimi člani podpisane pogodbe za 2900 ton, da potem pričakujemo, da bodo neka nihanja, ampak prav gotovo ne pa nihanje v višini 1100 ton. V kleti ocenjujejo, da škoda znaša več kot 2,5 milijona evrov. Od zadruge terjajo 800 000 evrov. To je potrdil tudi lastnik kleti, ki se je v začetku marca sestal s predstavniki zadruge na Ptuju. Meni je izredno žal, da trpijo pri tem vinogradniki, ki so se obnašali v smislu pogodbe in kljub temu trpijo zdaj pri tem konfliktu, ker ta odškodnina je del plačane grozdja, ki ga potem zadruga ne dobi. In tako da imamo dejansko zapleteno situacijo, mi nimamo pravnega odnosa z vinogradniki, ampak z zadrugo in zadruga dejansko ni izpolnila pogodbe. Ormoška kmetijska zadruga je že dalj časa v rdečih številkah, od lanske jeseni pa tudi v pripojitvenem postopku kmetijski zadrugi Ptuj. Sporedno s tem smo se že pripravili kot bodoči dobavitelj ali pa odkupovalec grozdja na tem področju novo pogodbo, ki bi nekako upoštevala željo kleti in pa vinogradnikov in tudi neke plačilne roke bi bili notri, ki so znosni za eno pa za drugo stran, vendar želja in pogoj pa je seveda vinogradnikov, da je stari letnik grozdja plačan pred novo trgatvijo. Nova pogodba predvideva nekoliko nižjo ceno, hkrati pa vinogradniku dovoljuje večjo pridelavo na posameznem trsu. Kot dogovor je bil tudi, da bo zadruga Ormož kot zadruga delovala kot področna ali območna zadruga v okviru zadruge Ptuj in bo tudi ta zadruga še naprej skrbela za odkup grozdja, tako da grozdje v bistvu ostaja v Ormožu, ampak pod okriljem zadruge Ptuj. Spor zaradi neplačila grozdja in gospodarske škode bodo po izvensodni poti reševali pravniki. Če dogovora ne bo, pa vinogradniki napovedujejo protest. Mislim, da je od 300 vinogradnikov, 320 nas je vse skupaj, da je večini vsega dovolj in mislim, da je res skrajni čas, da pripravimo en dober protest. In jaz sem že povedal, to mora biti protest, ki se bo slišal tudi v Evropo. Danes pa se bomo ustavili tudi na ekološki turistični kmetiji Lešnik, ki se nahaja v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. V času našega obiska je na tej kmetiji potekalo tudi brezplačno usposabljanje za delo v kmetijstvu in živilstvu. Ob cesti, ki se iz Slovenj Gradca vzpenja proti smučarskemu središču Kope, leži na 700 metrih nadmorske višine ekološka turistična kmetija Lešnik. Z dvorišča se razprostira pogled v dolino in po bližnjih hribih. Gostje na kmetiji so bili tokrat udeleženci usposabljanja po ukrepu 111.
Strokovnjaki so razpravljali o tem, kako na kmetiji pripraviti kakovosten sadni sok. Kmetijsko-gozdarski zavod Celje se je konec leta 2011 prijavil na ta razpis ukrep 111, usposabljanje v kmetijstvo in gozdarstvo. In tako smo kar uspešno že v letu 2012 izvedli 23 tečajev usposabljanj z različnih področji. Tako z področja predelave zelenjave, predelave sadja, predelave mesa, predelave mleka, kot tudi organizacija živinorejske proizvodnje, organizacija v travniških sadovnjakih, ekološko usposabljanje, biotično varstvo rastlin. V glavnem več kot 450 udeležencev se je udeležilo teh usposabljanj, ki je pač sofinanciran s pomočjo tega ukrepa 111. Prav tako potem tudi v letu 2013 oziroma tudi sedaj že v 2014 bomo izvedli 20 teh tečajev na istih področjih. Kako dolgo tečaji trajajo in kakšen je namen pravzaprav, kaj želite doseči s tem izobraževanjem? V bistvu na te tečaje lahko udeleženci teh tečajev so člani kmetijskih gospodarstev, nosilci ali pač družinski člani. Glavni namen teh tečajev je, da v bistvu si kmetje pridobijo tako tehnološko znanje, kot tudi znanja z področja registracije dopolnilnih dejavnosti, z področja trženja, ekonomike, predvsem da se mogoče tudi v bodoče razmislijo pa registrirajo neko dopolnilno dejavnost in dodajo vrednost izdelku, ter s tem tudi ohranijo delovno mesto ali pa mesto na kmetiji. Je zanimanje med pridelovalci veliko? V bistvu je kar zanimanje oziroma interes, predvsem tudi zaradi tega, ker je pač pomoč, a ne finančna pomoč za strani države, za strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pa tudi drugače se tudi udeležencem zdi pomembno, da pač si pridobijo ta znanja, ki potem tudi lažje potem delajo, upravljajo svojo dejavnost. V Koroški regiji lahko rečem, da skoraj 15% kmetij ima registrirano eno dopolnilno dejavnost. Skoraj 350 do 400 kmetij od vseh, ki jih imamo v Koroški regiji, nekaj čez 2000, ima eno dopolnilno dejavnost in predvsem zaradi tega, ker na tak način res v bistvu dajo eno dodano vrednost svojim izdelkom, pridelkom na kmetiji in si ohranijo delovno mesto. Saj veste, v bistvu trenutna situacija, ne samo na Koroškem, kot tudi drugod po Slovenije je kar kritična glede delovnih mest, zelo težko jih je dobiti in na tak način, če imaš priložnost na kmetiji, izkoristiš potenciale in mogoče tudi to priložnost za mlade prevzemnike, mlade gospodarje na kmetiji, da pač ostanejo in si razvijajo svoje delovno mesto na kmetiji. Mi organiziramo te tečaje predvsem na kmetijah, ki že imajo registrirano dopolnilno dejavnost, recimo z področja predelave ali turistične dejavnosti, je predvsem tem, da je to, s tem se približamo našim kmetom, kmeticam, da v bistvu imajo tudi manj časa za stroške prevoze, hkrati pa tudi na nek način na teh izobraževanjih pokažemo primere dobrih praks, v bistvu kmetije, ki že uspešno delujejo v dopolnilnih dejavnostih in v bistvu uspešno razvijajo svoje dejavnosti. Danes smo tule na kmetiji pri Lešnikovih nekako izobraževali zainteresirane kandidate, ki so želeli pridobiti nova znanja z področja predelave sadja. Današnja tema je bila predelava jabolk v jabolčni sok. Nekako smo se dotaknili vseh pomembnih postopkov, na katere je dobro, da se pri predelavi pazi in da tudi odločilno vplivajo na koncu na samo kvaliteto jabolčnega soka. Kaj je najbolj bistveno pri izdelavi kvalitetnega jabolčnega soka? Na kaj ob kakovostnih sadežih morajo paziti pridelovalci? Pridelovalci morajo pri predelavi jabolk v jabolčni sok najbolj paziti na čistočo.
Čistoča mora spremljati celoten postopek in tudi pozornost naj bo čim bolj usmerjena v to, da bodo vsi postopki speljani z opremo, ki je čista, ki je na nek način prosta nekih drugih primesi. To je prav gotovo prvi dejavnik, na katerega je potrebno paziti. Zelo je pomembno, da imamo kvaliteten vhodni material, se pravi, da imamo kvalitetno dozorelo sadje, brez mehanskih poškodb, ki na to, iz tega sadja lahko potem dobimo tudi boljše produkte. Ponavadi mislimo, da je za predelavo sadja v izdelke bo pa dobro tudi malo slabše kvalitetno sadje, vendar temu ni tako. Tudi sadje, ki ga nameravamo predelati, moramo paziti, da ni nagnito, da je dozorelo, da ima neke razmerje med sladkorji in kislinami, ki se priporočajo za samo predelavo, in na koncu lahko potem pričakujemo ob pravilni predelavi tudi odlične izdelke. Izobraževanj za delo v živilstvu se pogosto udeležujejo pridelovalci, ki se že ukvarjajo s predelavo na domu, kljub temu pa želijo svoje izkušnje še dopolniti z novimi znanji. Kmetija ima ekstenzivne sadovnjake, starodebeljne, visokodebeljne. Tudi pri nas to sadje spravimo, pa ga predelamo v soke, pa naš koroški mošt, kise. To je že tradicija v bistvu. Tako da vsaka izobraževanje, ki ga pa pridobimo, pa nadgradimo, je to, bom rekla, dodaten plus. Ste danes slišali kaj novega? So novosti, so mogoče tiste določene stvari, ki jih pač ne zveš samo iz strokovnih krogov. To je pa vsekakor plus. Se vam je kdaj tudi zgodilo, da se je sok pokvaril? Ja, se zgodijo tudi napake. Vsekakor povsod se dogajajo, zato pa je fajn, če se tole praktično odpravi. Da to že preventivno odpraviš, preden pride do končnega izdelka. Tržimo tudi svoje proizvode, kolikor se da. Fajn je pa, če je izdelek tiste kvalitete, da je zadovoljen potrošnik, pa s tem tudi sami. Tako da vzrok je lahko marsikaj. Zdaj, malenkostna napaka pa je že tudi kar lahko stane. Kje pa vi svoj sok tržite? Na domu ali kje na tržnici? Ja, na domu pa tudi na tržnici v Celju, ker pač v bistvu tudi tam prodajamo ostale stvari. Kakšno je zanimanje kupcev? Ja, se zanimajo in tudi kupujejo. Zato smo se odločili, da bomo tudi v tej smeri, predvsem zaradi tega, ker ljudje, bom rekla, gledajo na to, da pijejo brezalkoholne pijače. Ogromno je voznikov in prav je, da tudi take stvari lahko uživajo. Gre se pa tudi zaradi tega, ker je to zdravo živilo. Predvsem iz tega razloga. Ko so tečajniki zapustili kmetijo Lešnik, sta se nam posvetila tudi gospodarja Albert in Irma Javornik, ki se zelo trudita, da ob turistični ponudbi na kmetiji ohranjata bogato naravno in kulturno dediščino. Že od nekdaj so na kmetiji pazili, da so kmetovali na čim bolj sonaraven način. Leta 1988 pa so kmetijo tudi uradno usmerili v ekološki način pridelave. Imamo živinorejo, se pravi, poleti so krave na paši, za zimo jim pripravimo krmo, vso doma, seno, in pa zelenjavo predelujemo za potrebe, za lastne potrebe in pa potrebe turizma na kmetiji. Tu na kmetiji je stal čebeljnjak, ki pa je bil več let prazen, pa smo se nekako odločili, da ga obnovimo, in sem jaz čebeljnjak popolnoma na novo postavil, tako da zdaj drugo leto že tudi čebelarimo in želimo tudi s tem popestriti našo ponudbo z raznimi pridelki oziroma z izdelki, ki jih nam nudijo čebele. V sklopu tega čebeljnjaka pa tudi predvidevamo
manjšo apiterapijsko komoro, kjer bi se lahko gostje tudi odpočili oziroma dobili novih moči in pa energije. Specialiteta na vaši kmetiji trenutno pa je tudi strt z lešniki. Ja, specialiteta pa je tudi ta strt, koroška strta, med, v katero smo dodali lešnike, ker smo pač turistična kmetija lešnika. Tako da suhe lešnike vstavimo v ta med oziroma strt. Turistična dejavnost je na naši kmetiji že tradicija. S tem se je ukvarjala že moja mama in bili smo ena prvih kmetij, ki so se s tem ukvarjale. To tam bilo okrog leta 1970. So gostje, ki k nam hodijo že 35 let zaporedoma, to so oni šteli, tako da smo veseli, da lahko to tradicijo nekako nadaljujemo. In tudi mi dva, ki sva s tem nadaljevala, s samim turizmom, se trudimo, da ohranjamo to naravno in kulturno dediščino, ki je na kmetiji kar bogata. Na kmetiji imamo kar precej zaščitenih objektov, to je kozolec, kašča, potem kapelica in pa 2 zaščitena drevesa, to sta lipa in bodika. Nekako trudimo se pa tudi, da ohranjamo to kulturno dediščino, stare pesmi, stare običaje, ljudsko kulinariko, recepte in podobno. Kakšni gostje prihajajo k vam? Kaj jim ob tem, kar ste opisali, še ponujate? Zdaj pogosto k nam prihajajo družine z otroki, kajti mi smo družinam z otroki prijazna turistična kmetija. Ena naša posebnost je, da ohranjamo stare kmečke igre in pa lesene igrače in logične igrače, tako da je kar veselo. Imamo pa tudi zelo dosti opreme za otroke, tako da res družinam ni potrebno prinašati prav ničesar takega s seboj. Zelo radi se k nam vračajo, česar smo najbolj veseli. Drugače pa prihajajo tudi starejši pari, tudi poslovne namene, razni gostje. Poleti je več tujcev, po zimi je v bližini smučarski center Kope, 8 km ni od naše kmetije nobene razdalja in takrat prihajajo pa več naših domačih gostov. Na vaši kmetiji pa organizirate tudi zanimive tabore, smo videli. Udeleženci teh taborov potem prebivajo na kozolcu. To je ena naša posebnost. Pred par leti smo uredili kozolec, lep zaščiten lesen objekt je bil to, včasih je bil poln sena in pa žita, danes ne more biti več namenjen prav temu, ker je čas drugačen, zato smo uredili tam, mi rečemo temu kmečki kamp. Čisto na vrhu tega kozolca so urejeni spalni prostori, 21 postelj in pa možnost bivanja na senu, lupeju, to je ličkanje, in pa na penah, tako da lahko preko 30 ljudi tam prenoči. V tem prvem nadstropju kozolca pa so družabni prostori, urejena zbirka olesenelih drevesnih vrst in pa tudi veliko platno za letni kino, za poletni ogled kakega filma, za evalvacije. Tako da smo na naši kmetiji gostili že kar precej mednarodnih taborov in ta teden bivanja, življenja s temi ljudmi, z mladimi je prav zanimiv in tudi za nas dobra in pozitivna izkušnja. Vse pridelke, ki jih pri vas na kmetiji pridelate, pa potem tudi predelate. Predelamo meso, suhomesnate izdelke, se pravi salame, razne, pač meso, ki ga posušimo, tudi govedino sušimo. In pa predelamo sadje v mošt, potem sadne sokove, jabolčni sok največ, potem tudi žganje kuho in pa zelenjavo predelamo, kolikor se pač ne porabi takrat sveže zelenjave, se predela oziroma vloži za pozimi. Treba je urediti prvo prostore za tak namen, da so potem res lahko jih uporabljaš, in pa tiste osnove higiene, čiščenja. Treba je biti dosleden, bom rekel. Vsako stvar je treba od začetka do konca lepo narediti, pa za sabo počistiti, preden se gre potem v novo.
Gostom pa potem to hrano tudi ponudite v obliki značilnih jedi za to okolje. Katere so te jedi, ki jim jih ponujate? Ja, seveda. Hrano sama pripravljam v glavnem in pomagajo mi družinski člani. Zelo se trudim, da bi gostje s tem, ko pridejo v naš kraj in doživeli naš kraj in okolico, spoznali tudi našo tipično značilno hrano, lokalno kulinariko, tako da res na jedilnik vsakodnevno vnašam domače stvari. Prednost je že to, da jo doma pridelamo, da je ekološka, da je zdrava. Doma meljemo žito, pečemo domač kruh, ekološki seveda, in tudi jedi, ki jih skuhamo, so take. Od žgancev, gobovih juh, enolončnice, kovačevih nutlov, krvavic, raznih sladic, tako da je vsak dan kaj novega. Tako da gost mora biti kar nekaj dni ali pa še več, da potem spozna nekako celoti to našo ponudbo. Seveda pa sama hrana ni dovolj, ne? Z gosti se je potrebno tudi ukvarjati, z njimi komunicirati, poznati jezike. Ja, gost je vesel, če se mu posvetiš, če se z njim usedeš, če mu pokažeš kmetijo, če lahko pomaga pri kakem kmečkem pravilu. Otroke je dobro vključevati, z njimi speč kruh, kako pecivo, narediti kekse. Potem ena naša posebnost je tudi, da je kar v naši kmetiji doma tudi glasba. Imava 3 otroke, ki se vsi 3 ukvarjajo z glasbo. Starejša hči igra citre in flavto. Starejši sin, se pravi drugi otrok po vrsti, igra frajtonarco, tudi klavirsko harmoniko, bariton in trobento, najmlajši pa je kitarist. Tako da to ljudsko glasbo, ljudsko pesem kar nekako ohranjamo in Andrej s harmoniko izvaja tudi stare ljudske pesmi, ki ga je učila tudi babica in tako nekako ohranja to hišno kulturno dediščino. Ko smo se mudili na kmetiji Lešnik, sta bila starejša otroka odsotna zaradi šolskih obveznosti. Najmlajši Matija pa nam je po opravljenem delu takole glasbeno obarval večer. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam.